Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o avtofagiji. Ni to čira čara, ampak je to proces samoobnove. Veste, zakaj snemam ta video? Danes sem imela zanimive pogovore, 4 take klice, ko so me dame klicale, ker so se znajdle v neki stiski. In zdaj prva, mama je umrla za rakom, njej so odkrili neke miome in zdaj je seveda prestrašena, da se njej to isto ponovi, kar se je zgodilo pri mami. In enostavno, išče rešitev. Potem naslednja gospa, so se pogovarjali, rak na pljučih, uradna medicina je dvignila roke in zdaj znajdi se sama. Potem naslednja gospa ima afte po ustih, uživa medrol, in se ji pač širijo te afte po ustih in pike po telesu. V bistvu sistem razstrupljanja. In ta 4. leta nazaj zbolela za depresijo, invalidsko upokojena in dejansko je bilo tako, ni pomoči. Ampak ta zadnja zgodba je pa tako, balzam za mojo dušo. Ta gospa je vse to delala, kar pišem v knjigah. Vse. Se pravi, od molitve do zdrave hrane, do prehranskih dopolnil, do zdravih obredov. Vam bom vse razložila, kaj je treba delati, ampak rezultat je ta, da so ji ukinili, zmanjšali antidepresive, da ponoči spi, da sladkorna se je izboljšala, je zginila. Potem kaj še? Tisto, kar je bila pa pika na i, še njen mož je do nje tako ljubeč, kot nikdar v življenju. Pač dajte pomisliti to. Na vseh koncih se dela tak čudež, ko se odločiš, zakaj? Za sebe, ne za druge, za sebe. No, zdaj pa dajmo pogledati ta proces avtofagije. Lahko gremo z zunanje strani, ker smo čustvena bitja, ali pa začnemo na tehnični ravni, pogledamo najprej telo. In dajmo začeti na tehnični ravni, ker je bolj enostavno razumeti te zadeve. Se pravi, telo, ker je tehnično, potrebuje hranilne snovi prvo za razstrupljanje. Zato, ker v zakisanem telesu lahko nastajajo glivice, se razmnožujejo in kdor ima zakisano telo, pomeni, da avtomatično potrebuje več kalcija, več magnezija, več D-vitamina, zaradi tega, da lahko telo spravi strupe iz telesa ven. In prav kalcija bi potrebovali 1000 mg na dan. Zdaj pa poglejmo, kje vi dobite kalcij? Ne vem, liter mleka, liter jogurta na dan? Ne uživate mlečnih izdelkov. Kje mislite, da dobite kalcij? Temnolistnata zelenjava. Pa jo pojeste toliko, da dobite 1000 mg kalcija. Glejte, jaz sem prepričana, da ne pojeste celo karjolo, kako se reče karjola? Samokolnico zelenjave. Pač jaz si zdaj predstavljam tako, kot neka krava, ki muli travo. Pač to mi nismo ljudje. Mi pojemo skledo solata, pa rečemo že sami sebi, bravo jaz. Dobro mi gre glede zelenjave. Kalcij 1000 mg na dan pomeni, da bi mogli popiti liter mleka. In mnogi pač ne pijemo mleka, mnogi ne uporabljate niti jogurta, niti nobenih mlečnih izdelkov in dejansko težko dobite zadostno količino kalcija. In kalcij je ključen mineral, da nase veže kisline. Te kisline se potem spremenijo v soli in te soli enostavno polulamo. Zdaj, kako veste, da imate pomanjkanje kalcija? To se ne vidi na koži, ker kalcija ne vpliva na trdoto kosti, na gostoto kosti. Pa še to, če pijete alkohol in če redno uživate kavo, skoraj sigurno vam manjka kalcija. Zaradi tega, ker alkohol in kava izplavljata magnezij, magnezij se ne more, deluje na vezavo kalcija in avtomatično potem pride do pomanjkanja. Zdaj, seveda, jaz vam priporočam, poskrbite, da boste uživali zadostno količino kalcija. Ali v naravni obliki, ali prehransko dopolnilo. To je zdaj prva zadeva. Prva zadeva, kar se tiče samoobnove. To je v knjigi, Ko imajo duše žur, na strani 125. No, potem pa naprej. Celično pomlajevanje, avtofagija, se pravi, kaj je sploh avtofagija?
Avtofagija je povezana, pač je proces, ki se odvija v mitohondrijih. Mitohondriji so celične elektrarne in te celične elektrarne, ko so stare, ko puhajo kot stara lokomotiva, enostavno odmrejo in jih nadomestijo nove. Ena mišična celica ima lahko celo 1000 teh mitohondrijev. Pomislite, ena mišična celica ima lahko celo 1000 mitohondrijev. In to pomeni, da več kot imate mišične mase, več imate mitohondrijev in seveda celično pomlajevanje lahko pospešite z učinkovitim raztapljanjem ali pa razstrupljanjem težkih kovin. No, tukaj smo pa zdaj že majčkeno naprej od kalcija. Zaradi tega, ker težke kovine pa grejo iz telesa ven samo v primeru, če imamo kombinacijo cink, baker, selen, jod, poleg tega pa še B vitamini, pa E vitamin, pa C vitamin, tudi A vitamin. Kaj bi morala jaz, da bi to prišlo? Ne vem, recimo ena taka kombinacija je sigurno dober šparglji v kombinaciji skupaj z jajci zvečer. Zvečer, zakaj zvečer? Zaradi tega, ker mi potrebujemo to hrano, ne mi. Drugače bom izrazila, naše telo mora to hrano razgraditi na manjše delce in se mora vsrkati v naše celice, zato da v dopoldanskem času lahko poteka razstrupljanje. Medtem kot kalcij ga pa lahko vzamete zvečer pred spanjem ali pa recimo zjutraj na tešče. Ali pa pač kakorkoli. Še en dvorezen meč je pri kalciju. Kalcij zmanjšuje želodčno kislino in če ga vzamete po obroku, recimo po zajtrku, se lahko zgodi, da vam zmanjša želodčno kislino in se potem zajtrk ne more pravilno prebaviti. Tako da načeloma kalcij ne jemljemo skupaj z obrokom. Zato ga jaz jemljem pač pred spanjem, zato ker pač takrat ne jem. No, se pravi, da mi spravimo ven iz telesa te težke kovine, potrebujemo minerale za razstrupljanje. In še en mineral je ključnega pomena in to je silicij. Silicij je mineral, ki ga je ogromno v zemlji, ampak zaradi kislega dežja, zaradi hitre proizvodne hrane, to, kar dobimo v trgovinah, enostavno nima hrana, živila, nimajo dovolj časa posrkati silicij iz zemlje in posledično pride do tega, da smo podhranjeni s silicijem. Zdaj pa kako veste, da ste podhranjeni s silicijem? Kakor imate vnetje sklepov, vnetje dlesni, kakor imate težave s slabim zadahom, ko imate vnetje sluznice, recimo sinusi, grlo, tudi nožnica, v takem primeru prvi mineral, ki je potreben, je silicij. Silicij pa potem deluje tudi na vezavo vseh ostalih mineralov in zaradi tega pride do tega, zaradi tega se hitrejše obnavljajo potem tudi celice. Se pravi, da pospešimo razstrupljanje, potem telo potrebuje tudi glutation. Kaj pa je zdaj glutation? Glutation je pa snov, ki jo telo izdeluje iz hrane samo. In to je snov, ki se proizvaja v jetrih, če imamo dovolj glutaminske aminokisline in če imamo ključne vitamine A, B, C in E. Se pravi, ta aminokislina oziroma snov glutation deluje na celični ravni tako kot lebdeči papir in na njo se vežejo praktično vsi strupi težke kovine. No in glutation ga lahko proizvedete, ja pa smo spet pri špargljih, šparglji in jajca recimo, ali pa gobe in jajca, ali pa recimo naredite por, tudi porova juha, ali pa če imaš namaz skupaj s skuto na beljakovinskem ajdovem kruhu. Tako. In to je pomembno, da jeste zvečer. No, potem pa naprej celično samopopravilo, proces avtofagije, lahko pospešite s postom. Tukaj sem pa jaz že na terenu, kjer ne verjamem, da je post res tako zdrava zadeva, kakor jo mogoče nekateri propagirajo. Zakaj?
Mogoče zaradi tega, ker imam lastno izkušnjo, kako je izgledalo, ko sem sama preizkusila post. Zdaj pa glede na to, da sem občutljiva na sladkor, se je zgodilo tako, da prvi dan posta ob vodi, vse v redu. Drugi dan posta ob vodi, se pa ni več dobro nadaljeval, je pa v bistvu nehala sem lulat, čeprav sem ogromno popila, pa sem začela bruhati. In začela sem se tresti. Ja, in jaz to vem, da je povezan z našo najšibkejšim členom, ki je povezan s trebušno slinavko, ampak kakorkoli. Po tistem postu sem se zredila nekaj kil. Veste, kakšen šok sem naredila mojemu telesu. Šok, ki ga moje telo ni potrebovalo. Zato bi bilo pametno. Če se že greste post, dajte se pustiti od sladkarij. Dajte se pustiti od alkohola, dajte se pustiti stran s kavo, recimo. Zdaj pri mesu, ja, ampak, zdaj pa tukaj spet. Kdo reče, jaz se pustim, nobenega mesa ne jem več. Super, ampak kje dobiš beljakovine? Kje so beljakovine v tvoji prehrani? Ker če pa nimaš beljakovin, se pa zgodi, da tvoje telo ne proizvaja, ne dobi glutaminske aminokisline, ne dobi sulforafana, ki je ključna sestavina za hormon sreče, in potem postaneš zakisan, strupi vstajajo v telesu, žalosten, potem pa greš k zdravniku in poveš, da ne spiš, da imaš nemir v prsih. Kaj dobiš? Pa če nisem zdravnica, ampak predvidevam. No, saj sami odgovorite, kaj menite, da bi dobili. Verjetno blage antidepresive oziroma neka pomirjevala za boljše spanje. Halo, ljudi, jejte ta prvo, pol pa pejte pozdravila, je prav. No, potem pa naprej. Celično pomlajevanje je odvisno od dolžine telomerov. No, zdaj pa kaj so te telomeri, telomeraza, so pa nitko. Sem mečkam bom šla po blog, da lahko narišem. Poglejte. Telomeri so povezani s celično DNK oziroma kromosomi. No in zdaj, če mi razumemo, da je tole kromosom, to je DNK, to so kromosomi in tukaj gor so zapisi. In ko se celica deli, se dejansko iz tega pač se deli. In kaj se zgodi? Te kromosomi so tukaj gor nadvijačni, so vpeti z eno elastiko, ki se ji reče telomer. In ta elastika s časoma postaja trda, neprožna. Tako kot elastika, ki jo date, ne vem, najprej v skrinjo, potem pa jo po možnosti še malo segrevate, pa izpostavljena soncu, slej ko prej bo pač ta elastičnost popustila in postane taka lepljiva in s časoma poči. Enako se zgodi s temi telomeri. In prišli so do zaključka, to znanstveniki, da mi lahko te telomere, te elastike povečamo, če telesu damo ključne vitamine in minerale. In sicer, pogledajte, če damo telesu vitamin B12 od 500 do 1000 mikrogramov na dan, folna kislina, se pravi vitamin B9 800 mikrogramov na dan, vitamin C od 1000 do 3000 miligramov na dan, vitamin E, ampak morate biti pozorni, mora biti naravni E-vitamin. In če pri oznaki za E-vitamin najdete L, oznako, pomeni L je slabo. Jaz sem se to zapomnila na ta način, ker so moji otroci, ko so bili v puberteti, moje hčerke so se zbadale med sabo, tako, loser, ok, L je slabo. In to pomeni, če je oznaka pri E-vitaminu DL, alfa-tokoferol, to je umetni E-vitamin in to dela škodo vašem telesu. Po drugi strani, pa če vašemu telesu date naravni E-vitamin, ki je recimo olje iz pšeničnih kalčkov, in kalček vemo, da je informacija življenja, zdravja, nove energije. Pšenični kalčki, žitni kalčki, ni važno kateri kalčki, vsebujejo esenco življenja. Vsebujejo čisti E-vitamin. In ta E-vitamin deluje na to, da se prožnost teh telomerov poveča. Poleg tega, E-vitamin deluje na lepo kožo, E-vitamin deluje na prekrvavitev,
pljuč, možganov, na koncentracijo, deluje na zmanjšanje menopavznih oblivov. Ja, E-vitamin lahko dobite pri meni na spletni strani, Vidgeramol, bom od spodaj dala povezavo. No, v glavnem, potem naprej. E-vitamin deluje za moško plodnost in za moško spolno moč tudi deluje E-vitamin, predvsem pa za vse tiste, ki imate popokane kapilare. E-vitamin deluje na to, da se kapilare, da ne pokajo, tudi koža, da je bolj prožna, da ne nastajajo gube. Potem potrebujete cinka 20 do 25 mg na dan in magnezija od 400 do 800 mg na dan. No, poleg tega pomaga tudi predstopna A vitamina, karotenoid, pa D-vitamin in železo. In raziskave so pokazale, da pri miškah, ki so jim dali to kombinacijo za popravilo telomerov, so postale, kljub temu, da so bile že zdavnaj neplodne, se jim je povrnila plodnost, spolna moč, energija, mladostna energija in so prišli do zaključka, da je dejansko prav ta del, telomeri so povezani z vrelcem mladosti, večne mladosti, tako kot fontana večne mladosti. No, potem pa gremo naprej. Naslednja stvar, kar lahko naredite, je pa, da vašemu telesu date, sem večkrat ne pogledam, tole je, ne sem v knjigi, ko imajo duše žur, naslednjo pa lahko naredimo pomlajevanje. Proces celičnega pomlajevanja, autofagijo, povečamo z rednimi aerobnimi vajami. Kaj pa zdaj to pomeni? Delajte karkoli, samo da se raztegnete vsak dan. Zdaj, a so to tibetanske vaje, a je to pozdrav soncu, a je to tai chi, a je qigong, ne vem, kakršnekoli raztezalne vaje, vse to vam pomaga pri tem, da se poveča samo popravilo vaših celic. Lahko tudi kolesarjenje, ampak da ne zgubljate sape, da na koncu umrete, sprehod, tudi smeh, joga, v glavnem vse to spodbudi pomlajevanje telesa. In proces samoobnove in pomlajevanja lahko pospešimo z aktivno molitvijo. No, zdaj pa, če grem najprej na odgovor za vse te dame, kar sem razlagala. Se pravi, za vse te 3 dame, ena ima tumor, naslednja ima raka, naslednja ima vnetje v telesu, ta 4. depresija in panični napadi. Pri vseh 4 je ista zadeva. Če imaš zdravstvene težave, je potrebno najprej nahraniti telo. To je prva zadeva. Se pravi, ko se ti odločiš, da dvigneš imunski sistem, telo potrebuje hranilne snovi in to je tisto, kar tvoje telo pač ne zahteva. Prosim, poskrbi za mene. Potrebujem ključne hranilne snovi. To je zdaj prva zadeva. Kaj bi jaz zdaj tem 4 damam svetovala, oziroma ta 4. gospa, ki je imela depresijo, ona je dejansko že rešila zadeve. Se pravi, vitamine je vzela. Naslednja zadeva, začela je z aktivno molitvijo in s pozitivnim mišljenjem. In to pozitivno mišljenje, pojmo zdaj najprej na pozitivno mišljenje. Karte prehodu na novo dobo, vsako jutro. Kaj mi stvarstvo sporoča za danes? Ona je rekla 5 kart, jaz tudi načeloma zjutraj 5 kart potegnem. In zdaj za vas, 5 sporočil, kaj je tisto, kar vam stvarstvo sporoča. Zaupaj toku življenja. Čas je, da se lepota tvoje duše izrazi na tvojem telesu in na tvojem obrazu. Ustrajaj, zmoraš ustrajati na začrtani poti, ker ti angeli stojijo ob strani. Naslednje sporočilo, čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na obzorju že vidi nov dan. Si na prehodu v novo dobo. In partnerstvo, vedno se povezuješ s pravimi ljudmi. Še to, skozi tebe teče zdravilna energija, žarek zdravja, ker ti si bitje luči. Zdaj pogledamo karte. Ko ti enostavno vzameš v roke katerokoli pozitivno sporočilo in ga vsrkaš v sebe. Ko pogledamo sporočila, pogledajte, recimo tale karta,
prepuščanje. Ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. Moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov ne morem izsiliti. Zaupam, da se vse vreja v najvišje dobro vseh vpletenih. Zdaj mi gre čez mene gre ta gospa, ki je zbolela za rakom na pljučih in ko je uradna medicina dvignila roke, veste, kako težko je sprejeti to, da ti rečejo, nič več ne moramo narediti. Ker zdravnik naj bi bil ta, ki zdravi. In ko nekdo reče, ne moramo nič več narediti, nimamo zdravila, je tako, kaj pa zdaj? Kdo mi bo zdaj pomagal? No in takrat, ko pridemo do točke, da nam nihče več ne more pomagati, je čas, da se umirimo. In ta umiritev, no, človeška ne pozna meja, ona se je potem odločila, da se bo posvetovala s chatom GPT. Kje smo? Mislim, se je ful dober, ne? Ampak jaz menim, da chat GPT nas bo samo prestrašil, zato ker nam daje neke odgovore. Ne vem, jaz ne vidim tukaj rešitve. Na ta način jo ne vidim. Meni, dvomim, če mi bo chat GPT povečal občutek miru in zaupanja, da je moje telo se zmožno pozdraviti samo. Da če je moje telo stvarilo bolezen, ima tudi modrost, da to bolezen pozdravi. In jaz menim, da tega meni chat GPT ne more dati. Zdaj ne vem, vi presodite sami, da tam lahko dobim neke informacije, če ne razumem nečesa, neke informacije, ampak nikakor mi pa ne more povečati občutek miru, zaupanja. In ta občutek miru in zaupanja je pa povezan s tem, da jaz vsem grem pogledati moje strahove. Kje so moji strahovi? Strah, da se bolezen ponovi, strah, da se bolezen razširi, strah, da bom končala tako kot mama, strah, veste, 1001 strah, da bom sama, nemočna, da bom privezana na posteljo. In v kar verjamem, zdaj smo pa že pri tem čustvenem delu, da ta čustveni del, prtljaga, ki jo mi nosimo po koreninah družinskega debla, ki jo nosimo kot duša, je povezana s tem, da ozavestimo svoje strahove in zato jaz uporabljam mišični test. In zdaj, če gledam, če za sebe pogledam, strah me je, da zbolim za rakom. Zame je ne, ker vem, da pač raka ne bom imela. Ker rak vemo, da je rak duše. Ti zboli za rakom, zato ker tvoja duša trpi. In ker prej ne slišiš 1001 sporočilo, da greš v napačno pot, po napačni poti, tudi recimo, rak je lahko povezan s strelsko jamo, rano iz nekega drugega življenja, z neko hudo bolečino, ki je zapisana na čustveno telo. No in ko začnemo ozaveščati te zadeve. Zato pišem knjige, preveri z mišičnim testom. In preveri z mišičnim testom. Recimo, še en primer vam povem. Govorila sem z nekim gospodom, prišel je v penzijo, upokojil se je in potem mu naprej ne da več dihati. In je zdaj v bolnici, ker enostavno ne more dihati. Vemo, da dihanje in pljuča so povezane s strahom. Ko mi ne moremo dihati, strah nam ne dovoli dihati. In vsi tisti, ki imate težave z dihalnimi potmi, zadaj je zapis strahu. Seveda vam lahko pomaga Respix, to je tudi eno prehransko dopolnilo, ki deluje proti vnetjem, ki deluje na pretočnost dihalnih poti, ampak strah, da umrem, strah, da bom nemočna, strahovi so nekaj, kar nas dejansko pokoplje.
Največ v strahu sem pisala v knjigi, ko imajo duše žur, ko imajo duše žur, ko ima življenje žur, ta drugi knjigi. Strah pred prihodnostjo. Recimo, jaz sama sem predelovala strah glede preživetja. Kako bom sama? Kako mi bo uspel? Strah pred tem, da bi bila nemočna. Veste, toliko strahov. In zdaj gremo na rešitev. Zdravilna molitev dekodiranja. Ko jo začnete enkrat izvajati in ko na koncu, ko vas vodim in si predstavljate svojo srečno bodočnost. In ta gospa, ki je pozdravila depresijo, pa sladkorno bolezen, je rekla, in vedno na koncu, ko se dam roke v blagoslov, potrjujem, moja pljuča so zdrava, moja trebušna slinavka je popolnoma zdrava, psihično sem stabilna, zdrava sem. In potem, ko damo naprej še in v vizijo vključimo eno svojo osebo, in je rekla, in sem začela vključevati svojega moža. In vsakič sem rekla, in moj mož je ljubeč, mi pokaže, da me ima rad. Je rekla, in kaj se je zgodilo? Zadnje pol leta on je ljubeč do mene. Zadnje pol leta, je rekla, jaz imam partnerski odnos, ki sem se ga vedno želela. Pa sta skupaj, sta že zdavnaj dedek in babica. Dajte pomisliti to. Kakšne čudeže lahko naredite. Če gledate tole do konca, seminar Zavestno ljubezen bo naslednjo nedeljo. Zdaj je pač bila ta velika noč, naslednjo nedeljo, 19.4. In v okviru tega programa, ker bomo skupaj tam, bomo delali 4 ključne meditacije. Ena je za dekodiranje, vas bom naučila, druga je za odpuščanje, ta tretja je za čiščenje energije preteklih partnerjev in naslednja meditacija je za rezanje eteričnih vezi. Se pravi, 4 ključne meditacije, ki so povezane s tem, da očistite energijo, prtljago in da greste naprej. Potem počakate, ker ne veste, za katerim ovinkom vas čaka sreča. Tako preprosto so stvari. A gremo še na nekaj pozitivnih sporočil, da zaključimo tole razlago o autofagiji in samo popravilu. Se pravi, za vse tele dušice, stvarnik, kaj potrebuje tale dušica, ki tole gleda, kaj je za njo res pomembno, da ve, da v zavesti na nekem področju odlašaš. In to odlašanje je povezano s tem, da samo tvoje odlašanje, enkrat bom. Ja, se vem, enkrat bom. Ja, se jaz to se vem, ampak ja, bom, enkrat. Nehaj. Nehaj odlašati in začni. To enkrat bom. Bolj zdravo jedla, se gibala, šla na delavnico. Enkrat bom. Ja, se vem, enkrat bom. No, zdaj pa že naredi to. Ker prav odlašanje je tvoj lastni zapor. To je tisto odlašanje, kar te že čaka, vse to, kar ti je namenjeno. Je že tam, ampak ti odlašaš. In nehaj se skrivati, nekam se boš skrila, se boš prilagodila, ne, dovolj je tega, zdaj pa tisto, kar te čaka. Nova pustolovščina. Ko boš ti sebe spravljal v popoln mir in boš dovolila, da samo energija življenja teče skozi tebe, se bo vse zgodilo. Se bo zgodilo samozdravljenje, se boš pomladila, boš srečala dušo dvojčico, vse se bo zgodilo. Kar čakate obilje, ljubezni, zdravja, materialno obilje, čakate vse dobro. Toliko dobrih stvari te čaka, ampak nehaj odlašati. Enkrat bom. Ja, vem, da enkrat boš, ampak mogoče je čas, da narediš nek premik in boš videla, kako se bo vse spremenilo, ko boš razumela. Fizično telo, to je super, ampak še bolj pomembno je to duhovno telo, čustveno telo. Ko pa to razumeš in to počistiš, potem pa vse odpade. Miomi, rak, vnetja, kaj še, depresija, sladkorna bolezen. Takrat pa vse to odpade. Tako da ja, uživaj, vse dobro se ti želim
In ja, se vidimo kmalu v naslednjem videu. Uživaj!